Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Verjamem, da ga ni med vami, ki ne bi vedel, da je oktober mesec požarne varnosti. Tisti mesec, ko gasilci v skladu z letnimi plani preverjajo, še posebej preverjajo svojo usposobljenost tudi na različnih taktičnih vajah, napovedanih in tudi nenapovedanih. In kako aktivni so bili v mesecu oktobru gasilke in gasilci Gasilske zveze Šaleške doline, bomo danes govorili z gosti v studiu in vesela sem, da so danes z nami trije gasilci in sicer takole po vrsti, kot sedite, vas bom predstavila. Dober večer, gospod Boris Goličnik, poveljnik gasilskega poveljstva občine Šoštanj. Dober večer. Dober večer, gospod Boris Lambizer, poveljnik Gasilske zveze Šaleške doline. Dober večer. In dober večer tudi vam, gospod Simon Šumah, namestnik poveljnika Gasilskega poveljstva Mestne občine Velenje. Dober večer. Če začnemo pri vas, gospod Lambizer, in pri organizaciji Gasilske zveze Šaleške doline. Kako ste organizirani? Gasilska zveza Šaleške doline pokriva območje 3 občin. Skupaj nas je približno 3200, kar pomeni 14 društev. Od tega je 13 prostovoljnih društev, eno je pa industrijsko gasilsko društvo. Razdeljeni smo v 3 občinska poveljstva, tako kot so 3 občine. Največje območje je Mestna občina Velenje, potem je Šoštanj in pa Šmartno ob Paki. Lahko povem, da od teh 3200 članov v naši gasilski zvezi Šaleška dolina je okoli 530 operativnih članov, imamo okoli 700 mladine, 480 veteranov, ostali so podporni člani in pa simpatizeri. Lahko pa se pohvalimo s tem, da imamo okoli 40% žensk v naši gasilski zvezi. Gospod Lambizer, povejte nam, je gasilstvo za vas že od majhnega, poznate gasilstvo že, nekako gre to iz roda v rod, ali vas je kako drugače pripeljalo življenje gasilcem? Ja, od rojstva ravno ne. Mama bila gasilka, oče je bil gasilec, ampak v moji krajevni skupnosti Lukovica v moji mladosti takrat ni bilo gasilskega društva. Mi smo spadali v rajon pod Drožmirje, ko pa je Drožmirje šlo v podvodo, takrat so se ti možje dogovorili, da bi se pač dom prestavil v našo krajevno skupnost in tako je bilo leta 1980 že otvoritev našega doma. 74 leta se je začelo o tem govoriti, to je bilo 14 naših prvih ustanovnih članov, jaz pa sem že bil v drugi generaciji 76. leta, ki sem se priključil v naše društvo. Kako je nekako z vašo potjo med gasilce, gospod Šumah? Ja, glede na to, da sem malo mlajši. Pri nas v Škalah, tam kjer trenutno sem tudi poveljnik društva, moram reči, da imamo zelo dobro organizirano v šoli, imamo učiteljico Evo, ki praktično v 2. razredu, katerega tudi poučuje, hitro pritegne in nekako pridobi naše mlade gasilce, tako da sem tudi jaz v 2. razredu podlegel tistim šarmom in sem pristopil gasilcem, tako da zdaj sem že 30 let gasilec v našem društvu. Enkrat gasilec, za zmeraj gasilec, gasilec. Tudi nekako vaša zgodba takšna, podobna? Ja, pri nas pa starši niso gasilci. Jaz sem se rodil v Skornjem pri Šoštanju. Leta 1980 smo se preselili v Šoštanj in potem so me pritegnili vrstniki. Sošolci so se udeleževali aktivnosti, vaj in vsega ostalega v gasilskem društvu in so me pritegnili in seveda to te prevzame družba, pa tudi, bom rekel, društvo, ki je znalo obdržati nas mlade in je že takrat načrtno delalo z mladimi, tako da nas je kar veliko vrstnikov zdaj že, ki smo še ostali in seveda, ki tudi nekako delujemo v tem društvu. Pa če je mogoče samo še stavek 2 okrog teh mladih, danes je ponudba za mladino izjemna, za otroke počnejo lahko marsikaj, predvsem pa so zelo aktivni doma pred računalniki, pri tablicah. Kaj je potem tisto, kar jih recimo pri vas pritegne, da jih prepričate, da ostanejo?
Res je, no. Mladi imajo v teh časih ogromno aktivnosti na voljo. Veliko se prenaša gasilstvo iz roda v rod. Tako da, če so starši, potem tudi otroci nekako se bolj aktivno vključijo v naše vrste. Drugače pa je to čisto sistemsko in načrtno delo posameznega društva, mentorjev, kateri upravljajo res ogromno delo za prihodnost gasilstva, tudi se izobražujejo v tej smeri in tako, kot sem že rekel, načrtno delo z mladimi. In gospod Lambizer, tega je v Gasilski zvezi Šaleške doline veliko, tako da se nam lahko obeta, kljub temu, da je to največja prostovoljna organizacija, da tukaj ni tistega, koliko bom pa zaslužil, kaj bom pa dobil, ampak je tu predvsem srce, se nam najbrž za prihodnost ni bati, a ne? Ali se nam je? Res je tako. Jaz pravim, ko se že otroci in mladina zastrupijo z gasilstvom, da se jim gasilstvo vleze v dušo in srce, in da ostanejo gasilci predani temu. In jaz mislim, da v naši dolini se tega ni treba bati. Kajti tako že opazujemo na tekmovanjih, dosegamo tudi lepe rezultate preko mladine, ne? Na nivoju države. In če se zdaj mogoče vrnemo na sam oktober ali pa še prej mogoče na same intervencije. Gospod Šumah, verjetno je bilo v letu 2016 do zdaj kar veliko intervencij. Ja, res je. Nesreča nikoli ne počiva na območju mestne občine Velenje. Je to kar obsežen problem oziroma problem. Moram reči, da osrednja enota, kot je prostovoljno gasilsko društvo Velenje, ki je največje v naši občini, 5. kategorije z poklicnim jedrom, to gasilsko društvo upravi na leto do 300 intervencij. To je kar precej. Ostala prostovoljna gasilska društva mu na svoje načine in na svoje tudi pomagamo, če se zgodi nesreča ali intervencija na našem rajonu ali na kateremkoli rajonu prostovoljnega gasilskega društva izven območja rajona, izven območja rajona prostovoljnega gasilskega društva Velenje. Na intervencijah sodelujemo, so pa intervencije težke, bom rekel, mogoče za tiste gasilce, ki sodelujejo sploh, kar se tiče prometnih nesreč. To so dodatne stvari, ki mogoče še otežujejo delo gasilcev. Po sami intervencije so res dobri pogovori z ostalimi člani in s tistimi, ki so sodelovali, da se malo razbremenijo stvar intervencije. Je recimo zlasti zdaj, ko ste omenili prometne nesreče, gospod Goličnik, je mogoče poskrbljeno tudi za kakšno strokovno pomoč, če jo recimo po kakšni hudi nesreči, vemo, da ena takšnih je bila v Topolšici letos, recimo se da dobiti strokovna pomoč? Ja, strokovna pomoč se da dobiti, tudi na tem področju se v zadnjem času veliko dogaja, se tudi gasilci izobražujemo, tudi imamo v izobraževanju program psihološke pomoči. Seveda nam v primeru potrebe lahko dobimo psihološko pomoč, še vedno pa se mnenja, pa tudi ostali, da je največja pomoč je pogovor potem s prijatelji, s tovariši gasilci in jaz mislim, da je še vedno to najboljša psihološka pomoč. In to tovarištvo, če kje, potem pri vas res živi. Res je tako. Če še bi jaz dopolnil, kar se tiče intervencij, od januarja do oktobra jih imamo na seznamu 295. Cela dolina. Od tega jih ima samo enota Velenje 245 prometnih sreč, kajti tudi Velenje ima poklicno jedro in bolj aktivno delajo na vsem področju. Imajo tudi koncesijo za reševanje v prometnih nesrečah in pa razlitje nevarnih snovi, tako da lahko rečemo, da Velenjčani uporabijo 83% tega dela. No, ena je verjetno izmed večjih, velikih intervencij je bil tudi en požar na stanovanjskem objektu v Velenju, kjer ste nekako morali zaščititi tako ljudi, tako izseliti družine, kot dejansko v tistem trenutku je potem tista reakcija vas gasilcev verjetno usodna ali presodna za tisto, kaj se bo potem v nadaljevanju zgodilo. Glejte, teh intervencij je kar nekaj večjih oziroma manjših. Večje so pač toliko problematične. Ta nesreča v Velenju je bila predvsem
največji problem višina, ne? In pa pozna ura oziroma zgodna jutranja ura. Tega je precej. Jaz pravim, tisti, ko vodi intervencijo, to je vodja intervencije, mora v zelo kratkem času, manj kot minuti, iti skozi vprašalnik, ki ga ima v glavi, skozi 100 vprašanj in dogovoriti, kaj v tem trenutku narediti. Zelo pomembno je, kako ukrepati. Najpomembnejše so prvi ukrepi na tej intervenciji in koliko ljudi rabiš, moraš računati, koliko boš rabil, koliko vode in podobno. Tako da je to velika odgovornost, je pa zelo zahtevna. Spomnim se recimo prav tegale požara, ko je vodja intervencije takrat pripovedoval, kako recimo kar ste rekli zdaj, voda, kako težko je recimo v enem takšnem stanovanjskem, veliko več stanovanjskem objektu priti do vode. Ja, poglejte, bloki so zelo kritični, kajti vsi bloki bi naj imeli to hidrantno omrežje. Vendar, koliko je meni znano, pri tem je bilo zelo slabo urejeno, da je bilo hidrantno omrežje zaklenjeno, prostori zaklenjeno in niti ne veš, kje je, nedostopni. To je velika napaka lastnikov oziroma skrbnikov teh domov. Medtem ko majhne zgradbe, ki so bolj pritlične, je to bolj enostavno, ne. Lahko pa vse vemo, kako 10 metrov višine se že pozna na tlaku, bloki so visoki in to je zelo težko. Veliko ljudi vodo so mogli spraviti do vrha preko svojih cevi, ko so jih napeljali po stopnišču ali pa preko lestve. Gospod Goličnik, slišali smo nekaj intervencij, nekaj številk glede intervencij v mestni občini Velenje, v občini Šoštanj je tudi verjetno bilo kar nekaj intervencij, prometnih nesreč, požarov, še kaj recimo tistega, kar gasilci delate? Ja, gasilci se pa srečujemo z raznimi intervencijami, ampak moram priznati, da letošnje leto je bilo dokaj mirno, kar se tiče hujših intervencij. Glede na to, da če poznamo malo preteklost, so nas doleteli od plazov do poplav, do velikih katastrofalnih požarov. Vsako leto se je nekaj dogajalo, letos moram reči, da zaenkrat dosti umirjeno, manjše intervencije, ki pa so tudi, vsaka intervencija je posebna, vsako intervencijo se podamo z namenom, da čim bolj posredujemo. Seveda so še pa ostala preventivna usposabljanja, ampak kljub temu imamo v občini Šoštanj okrog 80 intervencij letno, 4 društva delujemo v občini Šoštanj in tako, kot sem že rekel, vsaka je posebna. Glede na to, da ste omenili, gospod Lambizer, tudi poklicno jedro oziroma gospod Čumah, ste vi trije poklicni gasilci ali ste prostovoljni gasilci? Vsi trije ste prostovoljci. Ja, poklicni gasilci so samo tisti v poklicnem jedru. Ja. In glede na to, da ste potem vsi v službah, da vas je pač od teh 3000 in nekaj, kolikor vas je, verjetno nekako, dobro, če odštejemo mladino, ste v službah. S kakšnimi težavami recimo se srečujete? Vemo, da ko je intervencija, ste verjetno tudi vi na razpolago. Kako delodajalci gledajo na vas? Kako je recimo z nadomestili? Pa če začnemo mogoče kar pri vas, gospod Čumah. Ja, zanimivo. Moram reči, da tudi jaz sem mogoče v prejšnjem podjetju, kjer sem deloval, imel malo problemov z izhajanjem iz delovnega mesta v primeru intervencije, ampak to v tem podjetju, kjer delam sedaj, smo pač naredili z direktorjem razgovor, se pogovorila o tej stvari, kako je, če pride poziv, kako, in sem nekako dobil zeleno luč, da lahko iz delovno mesto zapustim v primeru intervencije. Ampak delodajalci niso odprti za vse gasilce tako, mogoče za določene pa tudi ne. Vem, da pri naših gasilcih je problem v dopoldanskem času, je problem dobiti alarm zatuli, sirena se sproži, pridemo skupaj v gasilski dom, ne vem, 8, 9, 6, 7, 8, 9 nas komaj, potem pač vidimo, zdaj, če najslabša ura je nekje okoli od 1 do 2. Dopoldanska smena še ni doma, popoldanska smena je pa že šla v službo, in to so take smene, ko res je težko včasih dobiti, ampak mislim, da so delodajalci zmeraj bolj odprti do gasilcev, ker se tudi sami zavedajo, da če nekomu pomagamo, je to dobro delo.
Kako pa je potem recimo z nadomestilom, ko vas ni, a se to upošteva? Do neke mere, ja. Moram reči, da tako bom se izrazil, mogoče, da do neke mere, če je, rečemo, intervencija dolgotrajna, več dni traja, se nekako dogovorimo ali z refundacijo, ali z urami v službi, ali kakor, če je pa intervencija kratkotrajna, ne vem, gremo prej domov uro, 2, 3, pač pokrijemo mogoče sami ali pa celo podjetje pokrije tisto uro. Glejte, gasilci se borimo že vrsto let, da bi operativni gasilci dobili en tako pravičen status gasilca. Kajti to je največji problem, so intervencije, ampak ne samo intervencije, problem so tudi izobraževanja. Kajti dosti kje se zgodi v firmah, da delavca ne pustijo na izobraževanje. Prej mu obljubijo, da gre, potem ga pa ne pustijo, ker je nekaj nujni proces. Tako da to postaja problem. Gasilska zveza pripravlja že dolgo let en dogovor, tudi da bi firma imela nekaj od tega, ki ima zaposlene gasilce, ne samo gasilci. Ampak do tega končnega dogovora še ni prišlo. Kako je pri vas, gospod Goličnik? Ja, težave so, no, ampak moram reči, da je veliko delodajalcev, ki razumejo delo, ki ga opravljamo. Se pa pozna v dolini tudi stanje gospodarstva, ki ni več tako rožnato, kot je bilo. Sicer gasilci imamo zakonsko podlago, da lokalne skupnosti refundirajo ta čas, ki ga gasilci namenjamo za strokovna usposabljanja, ampak včasih je bilo to lažje. V podjetjih ni bil problem si pač dal vlogo za izredni dopust za namene izobraževanja, usposabljanja in je bilo to odobreno. Zdaj pa to, bom rekel, kar redko in pač lokalne skupnosti potem občine refundirajo ta izostanek zaposlenih. To je finančni problem, drugi problem je pa odsotnost delavca iz delovnega mesta, ne, ker procesi v podjetjih so različni, nekateri so lažje nadomestljivi, nekateri težje in tisti, ko so težje nadomestljivi v eni proizvodnji, je večji problem. No. Na nivoju države se to ureja že vrsto let, no. Ampak dejstvo je, da bodo tudi delodajalci mogli imeti nekatere ugodnosti, če zaposlujejo gasilce in edino to je prava pot, da se bo našla rešitev tudi na tem področju. Ker prav pa je, ne? Takrat, ko vas zelo rabimo, takrat vas tudi pohvalimo, pa povemo, da brez vas ne moremo. Takrat, ko pride pa do ene take ključne situacije, mogoče včasih malo pozabimo, koliko zelo ste pomembni. A ne? Res je, največ se vidi, koliko smo pomembni pri večjih intervencijah, kot so bile pred leti poplave, žledolom. Takrat so tudi podjetja videli, da brez gasilcev ne bi nikoli bilo v takem kratkem času vse to odstranjeno. Jaz lahko povem, ker sem bil pač prej na vlogi na njegovem mestu, ko so bile pred leti poplave, hude poplave v Šoštanju, takrat smo na nivoju občine prosili vse delodajalce, če bi refundirali te službo, pa nismo imeli, ni bilo problema, no, vse je bilo urejeno. Žal se pa dogaja, da če gledamo 20 let, 30 let nazaj, to ni bilo problema, lažje si zapustil delovno mesto, da je pa res situacija takšna, da nekateri lahko, drugi ne morejo, ampak še tisti, ki bi morda lahko, včasih se ne upajo, tako da bo res potreba narediti nekaj na tem področju. Skratka, da ne smete biti odvisni samo od tega, ali je nekdo naklonjen gasilstvu ali ne, ampak morajo biti te zadeve dejansko urejene zakonsko. Ja, lejte, problem je tudi, kajti operativec je po zakonu od 18. do 63. leta. Ne. Mi imamo zelo dosti ljudi, ki so usposobljeni, močni, fizično močni, ampak po zakonu dejansko ti naj ne bi več upravljali te funkcije. Ampak kljub temu želi tudi gasilska zveza se dogovarja, da bo na nivoju tega morala nekaj ukreniti, kajti če pogledamo v dopoldanskem času, kot je že bilo rečeno, manj ljudi, ne? Ni problem popoldne, ni problem po noči. Problem je v dopoldanskem času in takrat bi lahko tisti, ki so stari 63, 65 let, ki so fizično močni še, zadosti močni, lahko posredovali. Ne? Ampak žal je, da je tako, da ti gasilci niso zavarovani in naj ne bi šli na intervencijo. Če se jim karkoli zgodi, je pač poveljnik tisti oziroma vodja intervencije odgovarja za vse njihovo stanje.
Skratka, včasih kar ne vemo, koliko je potrebno ene organizacije in tudi koliko so te zadeve zahtevne, a ne, za izpeljati. Ja, res je. Lejte, sej gasilci smo bili v začetku ustanovljeni predvsem za gašenje požarov. Sedaj je tega zelo grozno dosti. Prometnih nesreč, dobro, to pač ima Velenje, ne. Lahko povem, da je bilo kar precej nesreč, tehničnih je bilo 96, na objektih smo imeli 87 intervencij letos, nesreče v cestnem prometu je bilo kar 59, a ne. Poplave, plazovi, veter, 25, požari v naravi 14 in ostalo, ne. Mi se moramo usposabljati, ker če ljudje niso usposobljeni za določeno mesto, ga vodja intervencije ne upa poslati na tisto najbolj zahtevno delovno mesto, ne. In tudi pri Gasilski zvezi Slovenije pripravljajo oziroma že skoraj končujejo nov projekt izobraževanja gasilcev. Kajti brez tega res na novih intervencijah, na še del bolj zahtevnih intervencijah skoraj nemogoče izvajati. In se reče, brez nič ni nič, a ne? Tudi dober gasilec ne more biti samo srcem, pa da je pri stvari, ampak mora tudi marsikaj znati. Najbrž se tudi oprema bistveno spreminja. Tu so recimo vedno bolj zahtevna vozila, načini gašenja, a ne, tako da. In verjetno je prav oktober, mesec požarne varnosti, namenjen tudi temu, a ne, da se vi dodatno usposabljate, da pripravljate te gasilske vaje. Pa me zdaj čisto, recimo, gospod Šumah, konkretno zanima, kako se na nivoju Gasilske zveze Šaleške doline dogovorite, kakšne pa bodo te taktične vaje? Mogoče s kako besedo več rečem na območju poveljstva mestne občine, pa bo Boris potem omenil Gasilsko zvezo. Ne vem, mi na območju poveljstva, gasilskega poveljstva mestne občine Velenje se nekako dogovorimo na poveljstvo za tiste osnovne oziroma največje meddruštvene vaje, ki bomo katera društva, s katerimi sodelovala. Same vaje društev pa se sestavlja društvo čisto samo. In nenapovedane, in društvene, in medobčinske. Medobčinske vaje izvajajo predvidoma društva, ki so na obrobju naših meja, mestne občine Velenje, ki sodelujejo, ne vem, pripravi društvo Šalek pripravi vajo z društvom Dolič in Tvorjan in to je že druga občina in je to medobčinska vaja. Zraven povabijo še, ne vem, Bevče mogoče z Vinsko goro in to je že malo večja vaja, ne. Na območju poveljstva mestne občine pa vsako leto nekje izvedemo tudi eno večjo vajo. Tista je bila letos v Gorenju in tudi pripravili so gasilci poklicne enote Gorenje. Pa če preden damo besedo še gospodu Lembizerju, še vprašanje. Se recimo tudi na, bomo rekli, območju gasilskega poveljstva občine Šoštanj na tak način odločate? Ja, drži. Tudi na nivoju poveljstva, gasilskega poveljstva občine Šoštanj se dogovarjamo, pogovarjamo, naredimo plan in pa seveda vsako društvo organizira svoje vaje. Za vaje se pripravijo elaborati, vaje se načrtujejo, tudi so nenapovedane vaje in pa vsako leto izvedemo eno večjo vajo, v kateri sodelujejo vsa 4 društva, s tem, da v letošnjem letu, kot je pa že znano, je bila vaja Gasilske zveze Šaleške doline, velika gasilska vaja, v kateri so sodelovala vsa društva v zvezi, je pač ta vaja bila kot tista glavna vaja v mesecu oktobru, tudi na nivoju poveljstva občine Šoštanj. O tej vaji boste gotovo z veseljem povedali še kaj več, ampak pred tem, gospod Lembizer, elaborate delate. Za vsako takšno večjo vajo nič ni prepuščeno naključju. Ne, za vsako vajo je potrebno narediti elaborat, da je vaja bolje zahtevna, večjega obsega je, mora biti zahtevnejši elaborat. Tako da že ljudje, ko načrtujejo to vajo, morajo vedeti, kaj se bo na tej vaji dogajalo in kaj je princip tega, zakaj gori, zakaj nesreče in podobno. Ker so tudi večje vaje, je potrebno tudi obveščati javnost zaradi tega, ne. In ko je že bilo omejeno, ti elaborati so tudi, lahko rečem, pohvalimo, delujemo ne samo izven občine, ampak delujemo tudi izven naše regije. Kajti društva obmejna, ki so ob mejo naše gasilske zveze, redno vsako leto naredijo vajo. Tako s Koroško, tako z Dobrno, Mislinjsko dolino, Črna na Koroškem in pa Šmartno, Paška vas pa z Mozirjem in Žalcem.
In kot ste omenili, gospod Goličnik, letos je bila 15. oktobra velika vaja, nekako enotna Gasilske zveze Šaleške doline, železniška nesreča 2016, pa mogoče zakaj ste se pravzaprav odločili za takšno zelo zahtevno, zelo, bomo rekli, pisano vajo? No, v bistvu dogodki tekom leta in pa pred leti so narekovali tudi železniške nesreče, ne. Seveda gasilci spremljamo tudi dogodke, ki se dogajajo tako po Sloveniji kot širom po svetu, in nenazadnje imamo tu železniško progo in smo se pač želeli preizkusiti tudi na tem področju. Tako kot ste rekli, smo pripravili veliko reševalno vajo, železniška nesreča PENG 2016. Za vajo smo kar nekaj časa sedeli skupaj in pripravljali. Tukaj gre, bom rekel, moram povedati, velika zahvala Borisu Brinovšku, poveljniku poveljstva Mestne občine Velenje, in Andreju Ruprehtu, ki sta pripravljala to vajo, elaborat. Seveda vsi ostali smo tudi sodelovali pri pripravi in potem pri izvedbi. Vaja je bila široko zastavljena. V tej vaji je sodelovalo preko 300 akterjev vseh skupaj, tako da je bila res zelo dobro načrtovana in pa tudi speljana. Moram pa povedati, ne, da tudi pri tej vaji elaborat je bil zelo dobro pripravljen. Je pa res, da nismo v elaboratu zajeli vseh postopkov oziroma smo prepustili vsem sodelujočim, da se sami znajdejo na terenu in da ni bilo vse do črke natančno zapisano, ampak da se res pol seznanimo, kako smo pripravljeni za to vrstna posredovanja. Kakšna je bila, spomnimo se, predpostavka vaje? Predpostavka je bila, da je pri podiranju drevesa prišlo do nezgode. Drevo je padlo na železniške tire, pri tem je poškodovalo tudi sekača, ki je ostal ujet pod drevesom. Iz smeri Paška vas je pripeljal vlak, potniški vlak, na katerem je bilo preko 30 potnikov. Vlak je zaradi tega drevesa iztiril in zgodila se je nesreča. Da je pa bi bilo še toliko težje, je pa tudi v progi reka Paka, skozi katero je bilo potrebno potem nekako prenesti te ponesrečence in vse tiste, in tudi vso opremo za reševanje. In prej ste govorili o tem, kako pomembno je, da vodja intervencije ve, kaj bo delal. Vi ste bili v tem primeru takrat vodja intervencije. Dobro, imeli ste elaborat, imeli ste vse pripravljeno, ampak vendarle je verjetno tukaj tudi nekaj adrenalina, da ljudi usmerite, čeprav vajo poznate, a ne veste, kaj se bo dogajalo, pa je verjetno vseeno potrebno še kar nekaj znanja se znajti, kako usmerjati ljudi, ne? Ja, seveda, ne. Sej moram reči, da voditi tako intervencijo je dokaj zahtevna naloga, ampak veliko manj zahtevna ob dejstvu, da imamo res dobro usposobljene gasilce, reševalce in vse enote, ki so sodelovali v tej vaji. Moram reči, da so svojo nalogo opravljali z odliko. Je pa seveda tako veliko vajo voditi neka posebna odgovornost. Moram reči, to moram povedati, da nam je bilo veliko pomoč tudi spremljanje vaje z dronom. To smo prvič prakticirali, ker kot vodja intervencije v tistem poveljniškem mestu, štabu tam, kjer pač vodiš, nimaš vpogleda na celoto in moram reči, da smo to zadevo sprobali in odlična zadeva, in kot vodja res vidiš pol razsežnost celotne intervencije oziroma tokrat vaje. Kako so se odzivali gasilci, ko smo se potem po vaji z njimi pogovarjali? So rekli eno stvar, da ni bilo nobene panike, nobene tiste prisilne hitrosti, ampak da so se recimo kar tako mirno in zbrano odzivali. Ja, delo je potekalo mirno, usklajeno. Nenazadnje je bila to vaja, pa tudi gasilci se zavedamo, da tudi v resničnih posredovanjih je včasih bolje premišljeno posredovati, pa ne tudi preveč hiteti, tako da je na tak način potem lahko posredovanje uspešno. Enote so pa resnično delovale usklajeno, prisebno in profesionalno, tako da tudi kot vodji te intervencije moram reči, da mi je bilo velik ponos. Gospod Lambizer,
Videli smo tudi, recimo, ko ste vajo pripravljali, pa tudi potem pri izvedbi, da so sodelovala tudi nekako društva oziroma ljudje izven mestne občine Velenje oziroma izven Gasilske zveze Šaleške doline. Bili so tukaj Žalčani, pa bili so Celjani zraven. Res je tako. Lahko še dodam, da smo na nivoju Gasilske zveze organizirali eno skupino, ki smo to pripravljali, to kompletno vajo. Res je, to, ko je Goličnik povedal, ona dva sta bila pač idejna vodja, ki sta vse to zapisala in vodila. V tej vaji so sodelovali tako poklicna enota iz Celja, kjer so pripeljali vozilo za masovne prometne nesreče, in pa Gasilska zveza Žalec, ki trenutno ima repetitor za veze med gasilci, kajti kot vsi poznamo to dolino, je zelo težko, ozka dolina, zaprta dolina, problem je bil s signalom. Sodelovali so tudi poklicni enoti, kot sem že rekel, z 8-kolesnikom, ki se tudi na sliki večkrat vidi, tako da pa železnica je bila največji tisti faktor, ki je dovolil, da sploh to delamo. Lahko še povem, da smo začeli načrtovati nekje konec aprila in je Slovenska železnica nam dovolila, da to naredimo, in ta gospod Tone, ki je z nami sodeloval, je bil fantastičen človek in same pohvale njemu. In on je tudi gasilec in se je boril za to, da smo mi lahko to vajo izvedli. Imeli smo 2 termina, ampak žal prvi termin je bil en teden prej, tako, ker nismo tega dobili, ker je bila takrat državna vaja v Mariboru, tudi na železniški nesreči, ampak v začetku je bilo malo nasprotovanje, ampak kljub temu je ta Tone nam odobril, železnica slovenske so nam odobrile, tako da je bilo res, mi smo pričakovali tam okrog 260 nastopajočih gasilcev, kljub temu so še bili, kot je že Boris povedal, okrog 30 ponesrečencev, lahko pa povem, da tudi okoli 25 do 30 ljudi pripravljali v teren. Kajti ni še bilo omenjeno, da ni bila samo železniška nesreča, bilo je tudi gozdni požar, ki se je razširil v smeri Lukovica, tako da smo lahko zaposlili precej veliko število gasilcev. No in to, kar smo tudi na posnetkih videli, da ste ponesrečence spravljali po vodi, to najbrž tudi ni zelo pogosto. Lahko bi se recimo lotili kakšne lažje vaje, tudi če bi bila železniška nesreča, pa se niste, ker je verjetno ta izziv, da vidite, koliko ste pripravljeni, pa toliko močen. Res je, izziv je bil največji. Poglejte, pred leti je bila ena železniška nesreča v Nemčiji, kjer je bil teren zelo težko dostopen. Ni problem narediti vaje na dostopnem terenu. Mi smo prav iskali teren, zaradi tega težko dostopnosti in pa da bo lahko na tej vaji sodelovalo čim več gasilskih pripadnikov. Dostopnost do tega je samo preko vode ali pa peš po železnici. In tudi nismo mi opredelili točno, a morajo preko čolnov se voziti ali pa preko vrne tehnike. Kajti takrat, ko smo začeli vaje načrtovati, nismo niti videli, kakšno bo vreme. Kaj če bile poplave, večji vodotoki, potem vprašanje, kako bi lahko vse to reševali. Zato je bilo prepuščeno dejansko vodjo intervencije in pa ljudem, ki so to pomagali na terenu, kako ukrepati, da bo čim bolj enostavno in čim hitreje. Lahko še povem, da smo gasilci že v načrtu pripravili 3 sektorje za pomoč vodjo intervencije, da je lažje delo potekalo. En sektor je bil v pripravi na terenu blizu vodja sektorja, drugi sektor je bil na reševanje železnice in pa tretji sektor gozdnega požara. Potem so še imeli svoje vodjo zdravniki in pa vsi ostali. Res je težko dostopno in hvala vsem gasilcem in vsem tistim, ki so karkoli pripomogli, da je vaja tako dobro uspela. No in imeli ste tudi kar veliko gledalcev, smo videli, Ja, res je, tudi obveščanje je bilo zelo dobro. Ko smo načrtovali vajo, seveda smo si dali tudi nalogo, da obvestimo prebivalce. Nenazadnje,
ko se slišijo sirene, ljudje takoj vprašajo, kaj se je zgodilo, in prav je, da so obveščeni, da vejo, kaj se dogaja. Seveda je pa glede na obsežnost vaje bila zanimiva tudi za gledalce in moram reči, da sem kot vodja bil intervencije zelo vesel, ne, da si je vaje pogledalo tako število gledalcev, prebivalcev, od katerih je bil tudi odziv zelo pozitiven. No in povejmo, zvečer ste potem imeli, tako kot vi pravite, ste se nekako postrojili, bilo vas je res veliko in res lepo za videti, no? Ja, po zaključku vaje smo imeli pred gasilskim domom v Šoštanju kratko analizo vaje, spregovorila nam je tudi ministrica za obrambo, Andreja Katič, in pa postroj, tako kot sledi po vsaki vaji, pa potem kratka analiza, pa zaključek vaje. No, tako kot ste rekli, vajo si je ogledala tudi ministrica za obrambo, bil je tudi direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Mi smo jih malo povprašali, kakšno je bilo njuno mnenje, pa si zdaj le poglejmo njuni izjavi. Gospa ministrica, ene take zanimive besede smo slišali, rekli ste, vse, kar sem se naučila o civilni zaščiti, je bilo tukaj. Ja, zagotovo. Sama sem tudi domačinka, zrasla v Šoštanju, živim zdaj v Velenju, ampak prvi moji koraki so bili seveda v Velenju, v okviru gasilcev. Jože Drobež je bil tisti moj mentor, ker takrat je bil en izmed mojih prvih projektov, ki sem jih delala na mestni občini Velenje, ustanovitev poklicnega jedra pri prostovoljnem gasilskem društvu Velenje. In tako da, ja, ti gasilci, ki so danes tukaj, mogoče tudi njihovi starši, so bili tisti, ki so tudi mene učili gasilstva. Verjetno ste v tem času videli veliko vaj. Kako ste doživljali današnjo? Današnja vaja je bila glede na scenarij zelo zahtevna, tako da lahko rečem, ko primerjam z drugimi vajami, da je bila vrhunsko organizirana, da pa je bil zelo, zelo zahteven scenarij. Imeli smo v bistvu na težko dostopnem terenu nesrečo železniško, poškodovanca, požar, na eni strani reko Pako, na drugi strani globok jarek, mogoče ga vsi gledalci tudi niso videli, in potrebno je bilo res usklajeno delovanje kar večjega števila ekip. In če tukaj gledamo, da je bila to ekipa iz Šoštanja, da so bile tukaj ekipe iz Šmartnega Paka in Velenja kot občin in seveda tudi Celjska, da je tukaj sodelovala tudi železnica in tudi vsi ostali reševalci, ki so vključeni, je to kar precej zahtevna vaja za tolikšno veliko število ljudi iz različnih poklicnih in prostovoljnih gasilskih jeder, tako da vse čestitke organizatorjem, res so odlično izpeljali. Oktober je mesec požarne varnosti, verjamem, da ste kot prvi mož civilne zaščite videli veliko vaj. Kako ocenjujete današnjo? Ja, prav ste ugotovili, namreč vsaki teden so vaje, tako ob sobotah kot tudi ob nedeljah. Prejšnjo nedeljo je bila velika državna vaja v Mariboru na isto temo, kot je bila današnja nesreča, železniška nesreča, in tudi recimo jutri je vaja v Kopru in sicer reševanje iz potniške ladje. Današnjo vajo ocenjujem kot zelo dobro izvedeno. Namreč potrebne so številne priprave, da lahko vaja tako velikem številu in dobro uspe, in to je tista največja dodana vrednost, kajti v vseh teh pripravah na izvedbo vaje ljudje preigravajo različne situacije in se urijo in pravzaprav tudi ugotavljajo, kako bi na najbolj enostaven način lahko reševali, bom rekel, določene situacije. Seveda pa je več kot 200 prisotnih tudi odraz pripravljenosti gasilcev, ki so se danes udeležili vaje. Namreč prikazali so odlično izvedbo dela, videli smo različne tehnike reševanja, tudi žičnico, in videli smo precej zahtevno vajo še po drugi strani, ker je potekala na težko prehodnem terenu, in pa še požar v nadaljevanju. Tako da scenarij je bil odličen, izvedba je bila odlična, tiste drobne pomanjkljivosti bodo pa pravzaprav odkrile, kje smo mogoče malo slabši, in to bomo popravili za naslednjo vajo. Torej, pohvale ministrice, pohvale gospoda Buta. Vi pa ste verjetno tudi naredili po končani vaji nekako analizo. Je bilo kaj takega, kar recimo bi morali naslednjič popraviti? Ja, gotovo je bilo. Mi smo po vaji naredili podrobno analizo. Vsi, ki smo pripravljeni in sodelovali, smo se usedli za isto mizo in seveda na papir zapisali
dobre in slabe stvari. Ne. V tako veliki vaji gotovo se pojavljajo tudi napake. Ne. Mogoče jih gledalci ne vidijo toliko, mogoče jih še največ vidimo mi sami, ne, potem, ko si malo pogledamo pa upravljamo to analizo. Bile so napake, ampak manjše napake, kar je pa čisto normalno za tako veliko vajo in verjamem, da jih bomo naslednjič odpravili. V celoti je pa bila vaja po mnenju vseh udeležencev odlično izpeljana, izvedena, postopki pravilni, tako da zelo pozitivni odziv. Predvsem pa menim, da je tista analiza največ vredna, ko si vsak posameznik naredi v glavi in potem v primeru, pa Bog ne daj, da pride do tovrstne nesreče, gotovo se vsi spomnili te vaje in tudi lažje posredovali. Se verjetno podpišete pod tole mnenje, a ne? Res je tako, ja. Lahko še povem, da smo imeli, kar se tiče gasilcev, zelo strokovno ocenjevalno komisijo, ne samo iz naše doline, ampak tudi iz drugih dveh gasilskih zvez. In vsi 4 gasilski ocenjevalci so dali skupno mnenje o tem. Mnenje so dali tudi vse ostale enote, ki so sodelovale, tako da je res vaja kot v celoti zelo dobro uspela in se podpišem po tem. Gospod Šumah, zdaj smo videli napovedano največjo vajo, taktično gasilsko vajo. Sama društva ste pa že prej omenjali, a ne? So pa naredila tudi v oktobru kar veliko vaj, napovedanih in nenapovedanih. Ja, ja, res je. Društva se pač sama odločijo, kakšno vajo bodo izvedla. Zdaj, za samo pripravljenost operativne enote, mogoče poveljnik vsakega društva posameznega in pripravi tudi nenapovedano vajo, katera potem tudi samo oceni in tudi z opazovalci, tako kot so bili tudi na tej vaji, sami ocenijo potem tudi samo delo operative in operativnih gasilcev. Koliko je bilo teh vaj? Ogromno, a ne? Samo v naši občini smo imeli samo v oktobru 18 društvenih in meddruštvenih vaj, od tega jih je bilo 6 nenapovedanih in 1 tista, ko smo prej govorili, občinska, malo večja vaja. Pa te nenapovedane vaje so recimo velik izziv za gasilce, ali vedo recimo tudi, da bodo v oktobru, ampak vedo pa ne, kakšne bodo, a ne? Ja, to je zanimivo. Ne glede na to, da je vaja nenapovedana, so v zadnji tudi papirji oziroma papirologija in tudi elaborati, kateri se morajo prav tako izdelati, čeprav je vaja nenapovedana. In tudi preko medijev moramo obvestiti javnost, da bo vaja, vendar mi to obvestimo takrat, ko sirena že tuli, ne takrat, tako kot se napovedujejo napovedane vaje. Za nenapovedano vajo ve tudi regijski center Celje, kateri nas tudi proži. Drugače pa najbolje nenapovedana vaja je, da jih ve čim manj. In da se takrat potem pokaže tudi ta odzivnost. Čeprav verjamemo na vse izkušnje, ki jih imate, da pri vas težav z odzivnostjo oziroma neodzivnostjo ni, a ne? Ne, mislim, da res ne. Ne glede kakšna je ura, mogoče pride res kakšno tako uro, ko smo že prej omenili, malo manj ljudi, ampak ne glede na to, kakšna je ura, imamo v pripravljenosti polno operativcev. Glede, gasilci v naši gasilski zvezi imamo to srečo, da smo zelo dobro usklajeni in da se vsi med sabo razumemo in zaupamo. To je največ vredno. Nimamo tudi problemov, da lahko sodelujemo ali gremo na vajo ali na pomoč izven naše občine. Kajti nekje v Sloveniji se tudi dogaja, da ne dovolijo, da župani ne dovolijo, da grejo gasilci pomagati drugi občini. Pa nam tega ni. Tako da je res, če je odzivnost enemu društvu za določen čas manjša, ima vodja intervencije takrat možnost poklicati katerokoli društvo na pomoč, najprej pokliče tisto osnovna, naprimer v Šoštanju je Šoštanj, tisto Velenje, v Šmartno in pridejo na intervencijo, ne glede druga občina, karkoli je, to se gre pomagati. To je pripadnost gasilstva. Tako da na tekmovanjih ste med seboj tekmovalci, pri intervencijah ste tovariši, ne? Ja, res je tako. Še eno gasilsko vajo smo že omenjali v pogovoru in to je bila gasilska taktična vaja v Gorenju. Tudi po svoje zanimiva, neobičajna. Ja, res je. V Gorenju kolegi, gorenjski poklicni gasilci,
so pripravili letos tako zanimivo vajo. Sam objekt Turna, nekdanji objekt Turna, se razprostira na 15.700 kvadratnih metrih. In zanimivo je, da so v objektu Turna 4 lastniki. To so veterina, Šaleška veterina, potem je Gorenje DD, Firep Rebar in na sami strehi objekta se nahaja elektrarna, sončna elektrarna, katere lastnik je pa Turna, ki je sedaj v Šoštanju. V objektu je zelo zanimiva, bom rekel, proizvodnja z raznimi požaru nevarnimi snovi oziroma hitro vnetljivimi snovi, tako da je objekt dokaj visoko požarno ogrožen. Predpostavka same vaje je bila, da je zaradi kratkega stika na spojki akumulatorja prišlo do požara na viličarju, na katerem je prav tako prišlo do eksplozije tlačne posode. V bližini sta se nahajale 2 jeklenki plina in acetilen in kisik, tako da se je požar hitro razširil na celoten del izdelovalnice Rogovih koles in tudi na del skladišča. Zanimivo, da objekt je popolnoma pokrit z alarmnim sistemom Zarja, ki jih ima gorenjski poklicni gasilci. Na začetku same vaje oziroma prvo javljanje same vaje, prvi alarm so imeli gorenjski poklicni gasilci, katerih je seznanila z dogodkom avtomatski javljalniki, kateri sprožijo tudi avtomatsko sireno za evakuacijo prostorov. Ljudje oziroma delavci v obratu se evakuirajo sami, tisti, ki so poškodovani, se pač ne morejo, ampak ostali, ki so lahko, se evakuirajo sami skozi evakuacijske poti na prosto. Na prostem imajo označene pa posebne table za zbirna mesta, na katerih se zberajo. Praktično tudi sami sebe preverijo sodelavce, koliko jih je, ali so vsi, tudi delovodja morajo imeti seboj knjigo z zaposlenimi, kateri so v službi, kateri imajo dopust, tako da se malo tudi vodja intervencije oziroma tisti, ki je vodja, zve, ali je še koliko oseb je sploh pogrešanih v samem objektu. V drugem alarmu so bile prožena nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Velenje, policija, obvestili so tudi predstavnike Gorenja, varovanje Gorenje. V tretjem alarmu smo bili proženi praktično cela občina, občinsko poveljstvo Mestne občine Velenje, torej vseh 7 društev, prostovoljnih društev plus prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik. Ko smo bili na terenu, ko smo tole vajo spremljali, vem, da je recimo Boštjan, ki je snemal, prav rekel, kako težko je v takšnem dimu tudi videti poškodovanca, recimo, a ne? Ja, res je. Ko pridemo enkrat v zaprt prostor, prvo je problem orientacija, drugo je problem vidljivost. Gasilci si pomagajo z najrazličnejšimi stvarmi, kot so termokamere in ostale stvari. Zdaj, če smo v vročih prostorih, nam termokamera koristi, ampak praktično vidimo čisto drugo sliko, kot pa v hladnem prostoru človeka, poškodovanca. Zadimljeni prostori so problem, ja. In dejansko tukaj, ne glede na to, da so vaje napovedane, se vedno znova znajdete v situaciji, v kateri še niste bili, a ne? Ja, zanimivo. Prej nisem omenil, ta vaja je bila mogoče prva vaja izmed vaj v sklopu poveljstva Mestne občine Velenje, pri kateri smo praktično prostovoljni gasilci izvedeli, s katerimi avtomobili bomo prišli, koliko gasilcev bomo potrebovali in v kateri smeri se pripeljemo. Ostale stvari so nam bile tuje, oziroma njih nismo vedeli. Kaj bomo delali, vedeli smo, kaj se je zgodilo, nismo pa pričakovali, nismo pa vedeli, koliko je ponesrečencev. Na koncu se je izkazalo, da je bilo 13 ponesrečencev, plus v šaleški veterini smo še eno hišno mačko mogli rešiti, tako da je bilo kar zanimiva vaja. Ja, prav to so tudi rekli, a ne, da nekaj ste vedeli, nekaj pa ne, in takšne vaje so vedno tak poseben izziv, a ne? Je poseben izziv, je pa tudi, bom rekel, imeli smo na razpolago, ali hočemo vedeti ali ne, in smo se na poveljstvu
sami odločili poveljniki, smo rekli, lej, radi bi, da bi enkrat prišli tja, da vidimo, kaj bomo delali, pa da zvemo praktično na samem kraju dogodka, kaj bomo sploh počeli. Opremo imamo, izurjeni smo, pa da se nas mogoče tudi intervencija nas preseneti, ko pridemo na kraj dogodka, vidimo, da šele tam, kakšna je. Tu smo vsaj nekaj podrobnosti izvedeli, ostalo pa smo izvedeli na licu mesta. Prej je gospod Lambizer mimogrede rekel, da so bili tudi recimo pri železniški nesreči ocenjevalci. Ocenjevalci so bili tudi v Gorenju. Enega izmed njih smo tudi povprašali, kako vajo ocenjuje. Vprašali pa smo tudi odgovorne Gorenja, kako so vajo videli, pa si poglejmo še ti dve izjavi. Mislim, da ste bili tudi v vlogi ocenjevalca danes. Kaj lahko takole na prvi vtis rečete? Ocena vaje z mojih oči je, mislim, da v redu. Vaja je uspešno bila izpeljana. Predvsem je pomembno, da ni bilo nobenega poškodovanega na vaji. Vse ostale podrobnosti, časovnico bomo predstavili na analizi vaje, ki bo pripravljena v roku enega tedna. Podatke, ki so jih ocenjevalci pobrali, bomo zbrali in jih potem predstavili na strokovnem štabu Mestne občine Velenje. Rekli ste, da je bila vaja obsežna. Mogoče samo podatek, koliko časa, glede na to, da boste oceno pripravili, koliko časa pa ste pripravljali vajo? Ja, v Gorenju imamo srečo, ker imamo 20 profesionalnih gasilcev, ki so dobro usposobljeni. Za vajo smo se odločili že v spomladanskem času, ampak intenzivna priprava vaje pa je potekala en mesec in tudi, bom rekel, kar do zadnjega smo se trudili pa pripravljali elaborat in potrebno je bilo zbrati kar enih 15 podpisov raznih soglasij po Gorenju in izven Gorenja, ker so lastniki tega objekta tudi FIREP in Šaleška veterina, tako da vsa ta soglasja so nam kar veliko časa vzela. Slišali smo tisti zadnji stavek, mene ste prepričali. Ja, drži. Jaz takih vaj zagotovo ne vidim vsak dan, sicer uradno gasilci spadajo pod moje področje in sem prav vesel, da sem imel možnost videti, kaj vse naši gasilci zmorejo. In vse današnje različne aktivnosti, ki so jih počeli, sem se z njimi seznanil tudi v živo in sem res vesel, da imamo tako dobro ekipo. Torej, dobra ekipa, ne samo poklicno-gasilska enota v Gorenju, ampak nasploh gasilci Gasilske zveze Šaleške doline. Mogoče samo se dotaknem enega stavka. Gospod Kranjc je rekel, ni bilo poškodovanega na vaji. Torej, tudi to se lahko pri intervenciji zgodi, ne? Res je tako. Mi to vsem pripadnikom govorimo, naj pazijo, tako kot na intervenciji, naj se vozijo pravilno, da ni tistega prehudega adrenalina, ampak žal tudi to se zgodi. Imeli smo dogodke že zadnje leta, ki je bil tudi srčni zastoj na intervencijah, kot je vsem že znano, tako da pa srčni zastoj tele v Pesju je bil, pesjaner imel. Če je vaja končana, brez kakršnekoli nesreče smo vsi veseli. In recimo tudi, ko ste naredili analizo te vaje v Gorenju, ste bili zadovoljni? Ja. Čisto končna analiza bo še podana na zadnjem poveljstvu, ki ga bomo imeli v kratkem. Drugače pa tista kratka analiza, ko smo jo skupaj z gasilci Gorenja predelali, je bila spodbudna, je bilo v redu. In recimo, če ste ali boste potegnili črto pod oktober, mesec požarne varnosti, kaj vam recimo takšen mesec da in na kaj vas pravzaprav opozori? Poglejte, gasilci delujemo preventivno pa operativno skozi celo poletje. Oktober pa je gasilski mesec in takrat je dejansko tisti pravi trenutek, ki se tudi mi promoviramo nazven. Takrat še bolj odpremo vrata, vabimo čim več ljudi, da pridejo v gasilino, da si ogledajo našo opremo, naše vaje in podobno. Vsaka vaja je pozitivna, tudi če jo zelo slabo izvedemo, kajti na tej vaji se naučiš, na napakah se ljudje učimo. Tako da
eno je samo izobraževanje, brez prakse pa tudi ne gre. Ne. Tako da vaje morajo biti, vaje bojo, so bile in bojo. In kako recimo potem za naprej načrtujete izobraževanje, tudi recimo na osnovi tega, kar ste izvedli? Ja, poveljniki so po društvih zadolženi za operativo, naredi se plan izobraževanja. Ravno zdaj je prišel plan izobraževanja na nivoju Gasilske zveze Slovenije, tako da damo pol po društvih prijave. Moram reči, da smo gasilci v Gasilski zvezi Šaleške doline zelo dobro usposobljeni, da se izobražujemo, se udeležujemo raznih izobraževanj, veliko se naučimo na teh vajah in pa seveda od mladega gasilca potem do operativca se že tam učimo, ne, in pa potem pa res razna usposabljanja. Redno se udeležujemo izobraževanj v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, v Pekrah, Sežani, tako da jaz mislim, da tega nam ne manjka in da zelo lepo skrbijo poveljniki po društvih, da imajo potem res usposobljeno ekipo, ko pridajo na teren, ko je treba posredovati. Eno je ta človeški faktor, usposobljenost, drugo pa je gotovo oprema. Lahko ste še tako dobro še tako dobro izurjeni, izučeni. Kako pa je recimo z opremo? Za opremo je v prvi fazi zopet odgovoren poveljnik društva. Treba je obnavljati, usposabljati ljudi, da je znajo uporabljati. Kajti lahko imamo sodobno opremo, če ne bomo znali uporabljati, je tako brez veze je imeti. Oprema se načrtuje po poveljstvih, kajti tudi finance delijo občine in vsa ta oprema se načrtuje za vsako poveljstvo posebej, za vsako občino posebej. Strmimo pa na to, da pokrivamo društva se med seboj, da nimamo vsa društva vse, ampak močnejša društva imajo več, druga manj in da se pokrivajo med seboj. Tako da jaz lahko rečem, da smo zelo dobro opremljeni, ne najbolje, ampak zelo dobro opremljeni. Iz vsake vaje, vsake intervencije pa opazimo, da še bo potrebno določene stvari še dokupiti in nabaviti. No, ampak verjetno, gospod Šumah, lahko rečete, da nekako župan, lokalna skupnost dobro skrbi za opremljenost. Ja, mislim, da to na območju Gasilske zveze Šaleške doline vsi trije župani skrbijo vzorno za opremo. Mislim, da temu nimam kaj pripomniti. Tudi z vozili, recimo, ste zadovoljni? Se strinjam, ja. Če gledamo gasilstvo v Sloveniji, moram reči, da smo zagotovo ena bolj opremljenih gasilskih zvez po zaslugi vseh treh lokalnih skupnosti in pa tudi županov, ki res skrbijo za opremljenost. Seveda je pa rezultat tega tudi to, da se na občinskih poveljstvih znamo pogovarjati, dogovarjati in da tudi skupaj načrtujemo tisto opremo, ki jo seveda po društvih rabimo. Tudi z vozili smo zelo dobro opremljeni. Vedno se še najdejo potrebe, to je vsekakor, ampak moram pa reči res in tudi pohvale vsem trem lokalnim skupnostim za posluh pri našem delu. Seveda ga imamo pa mi tudi, ko nas rabijo. Tako in zdaj nam ob koncu oddaje ostane samo še en velik hvala za vse tisto, kar naredite gasilci v vsaki situaciji, vsaki intervenciji, vsakem trenutku in iskrena hvala tudi za obisk v studiu, da smo se malo sprehodili skozi te vaje in da smo tudi videli, kaj ste počeli. Hvala tudi vam. Poslavljam se s tistim vašim na pomoč. Na pomoč. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa prijeten večer še naprej.